Ok. To je moj prvi govorni video, v katerem bom govorila svoje izkušnje s faksom, bivanjem v Ljubljani, vsem, kar pač spada zraven. Ne bi mogla izbrati boljšega dne, to je moj zadnji dan v študentu, zadnji cel dan, jutri enkrat dopoldne se izselim uradno. Po 5 letih v študentskem domu se bom izselila. Petek oziroma v nedeljo se pa konča moje uradno študentsko življenje. Mislim, da je to super dan, da naredim neko obnovo, kaj sem doživela, kdaj sem začela, v glavnem vse. Torej, moja pot se je začela tako, da sem končala gimnazijo, vpisala sem se na ekonomsko, zato ker nisem vedela, kaj bi. In ja, to ni bila glih dobra ideja, zato ker mene res to ni zanimalo. Ampak sem šla nekaj tako mogoče malo bolj nevtralnega, zato ker res nisem imela pojma, kam naj grem. Ampak potem sem se po enem letu prepisala na pedagoško, na likovno pedagogiko, kjer sem tudi diplomirala in počasi v roku enega leta moram samo še magistrsko napisati, ampak trenutno je preveč stvari, pač se mi dogaja. Pri 2 leti sem živela v stanovanju, 2 različnih stanovanjih, potem sem se pa preselila v študenta. Še z 2 sošolkama iz gimnazije smo si skupaj iskale stanovanje. Ne vem, zakaj nisem hotela iti v študenta. Zdaj, če bi še enkrat izbirala, bi šla iz prve v študenta. Cene stanovanj so predrage in v študentu se mi zdi, da imaš skoraj iste pogoje in še več ljudi lahko spoznaš, če je to tvoj cilj. Ne vem. Jaz bi še enkrat šla v študenta. Študentka sem bila 7 let. Ja, verjetno si mislite, večni študent, bla, bla, bla. Pač likovna pedagogika je trajala 4+1, torej je to že 5 let. 1 leto sem bila na ekonomski, ki sem se prepisala, torej je to še 1 leto. In zdaj zadnjo leto sem vzela absolventa, zato ker sem hotela izkoristiti še status, da najdem službo, da najdem nek point svojega življenja. To, da greš v Ljubljano, ni tako, ne vem, kot da greš en sosednji kraj. In na začetku mi je bilo ful težko, mislim, ful sem imela domotožja, jokala sem se, brez motivacije, res, nisem bila navajena živeti v nekem stanovanju, nisem bila navajena okolja. Že nasploh ne maram nekih sprememb in to je za mene bila res ogromna sprememba, da nisem bila zraven svoje družine, zraven svojih živalic, ko so mi ful pomenile, pa narave. Ampak problem je bil v tem, da v Ljubljani nisem dala možnosti in to ne 1 leto, ampak ful let pač. Ko si daš v glavo, Ljubljana je bedna, Ljubljana je siva, Ljubljana je beton, boš to tudi videl. In pač zdaj ful bolj cenim Ljubljano, ker tudi ko greš v druga tuja mesta, vidiš, da je Ljubljana res pač wow. Glih zdaj gledam skozi okno in vidim hribe in ja, pač. Zakaj ne znamo ceniti to, kar imamo? Imamo drevesa, le koliko dreves je vmes, v katerem mestu imaš toliko dreves? Mislim, zdaj odvisno, meni se ne zdi, da je biti v stanovanju vredno tistega denarja. Čeprav mi smo si našli kar poceni stanovanja, vsaka je dala stroški vred okoli 200, bilo je pa dvosobno. Tudi lokacija je bila kul, zraven Dunajske, ampak ja, ful so bila stara okna, ful je pihalo skozi okna, tako da ja, malo nas je zeblo. Pol drugo leto sem se hotela vpisati sem se hotela prijaviti za študentski dom, ampak sem zamudila datum, oziroma nekaj sem zbrkljala z vpisnico ali prijavo, ne vem kaj. Jok in stok, sama sem bila, sama sem mogla iskati stanovanje oziroma sobo in pol sem našla eno iz Koroške, Belmo. Ko se je odprej sploh nisva poznale, moja teta pa njena mama sta bile sodelavki in ja, ona je isto iskala sama stanovanje. In ja, smo se zmenile, ok, toliko imamo budget, kje bi iskale, kjer je okoliš oziroma kjer bo pač poceni. In smo našle pol sobo. In ja, je bilo ful fajn, smo se ful zaštekale. Belma, če to gledaš, čau, upam, da se imaš fajn, nismo več v stiku, ne vem zakaj, čistek nenamerno. Pa mislim, da smo obe v Ljubljani, kolikor vidim po Instagramu, ja. Ja, pol Belma se je maja izselila, kar je bilo meni ful težko, pač ker sem ostala res sama v sobi in jaz sem še vedno bila depresija, hočem iti domov, ampak vsaj faks mi je bil fajn. Takrat sem hodila v prvi letnik likovne pedagogike in mi je bilo ful fajn. No, pol ko sem šla v študenta, sem šla sama, torej sem prišla k eni v sobo, ko je nisem poznala. Takrat sem bila pol že drugi letnik. Na začetku itak povsod je malo težko, ne poznaš še onga. Ampak pol čez cajt smo dobile nek ritem, malo smo se spoznale in se mi zdi, da smo imele obe kar malo srečo, da smo imele približno isti te spalne navade, kdaj gremo spat in kdaj vstanemo in tako malo smo si bile glede tega kar podobne in pač to ful pomaga, ker če
Jaz sem hodila ob 1 zjutraj spat, da bi z enami hodila ob 10 spat, pač ne bi bilo fajn, bi se jaz mogla navaditi, verjetno preiti spat. V glavnem prilagajanje, sigurno prilagajanje, če te nekaj moti, da probaš reči ali pa vsaj pač tako čisto prijazno, ni treba, da si nesramen. Mi je v glavi, da nisi sam tukaj, da ni to samo tvoja soba in da se moraš prilagajati. Ja, recimo tukaj, ko sem bila jaz, smo bile 4 v skupnem prostoru, kar je kar luksus, pač res je bolj intima, točno se ve, kdo je kaj naredil, kdo ni. Ne bo se kradlo iz hladilnika, boš vprašal, ker takoj, ko je več oseb, torej 8 ali pa celo več, pač ni tega, ne, ker je težje najti krivca in si folk več upa. Se tudi da lažje vse zmeniti, kako se bo čistilo, kdo bo kaj kupil, torej WC papir, čistila, vrečke za smeti, pač take osnovne stvari. Fajn je, da imaš res bolj podroben seznam, zato da res vsak naredi, kar pač mora. Ja, mi smo bile 4 punce, lahko je 2-2, torej 2 fanta, 2 punce. In ja, no, pol sem se jaz sem bila 4 leta, ali 3 pa pol, ja, 4 leta sem bila z isto cimro. Pol smo se pa mogli iz doma izseliti, zato ker so začeli prenavljati naš dom in smo si mogli najti pač nekje sobo. In ni bilo samo tukaj na Kardeljevi, kjer sem jaz prosto, ampak pač si prišel kamorkoli in smo, pač nismo se hoteli ločiti in ja, ampak smo se mogli. Tako da jaz sem pol dobila sobo v drugem bloku, kjer sem bila en teden in pol sem se preselila sem v A blok s Kevinom, sva rekla, da bomo šla v isto sobo, tako da sva pol dala prošnjo, oziroma ne, nismo dala prošnjo, samo poklicala sva, da bi šla skupaj v sobo. Dobila sem informacijo, da je ena cela soba prosta in malo zatežiš in dobiš. Torej ja, par je lahko skupaj v sobi, ampak moraš malo težiti. Pol smo si tudi postelje predstavljali, saj to ste že verjetno v vlogih videli. Ja, no, da povem glede faksa, recimo ekonomska. Kot faks ful lepo izgleda, ful ljudi je, tako da nam predavanja so ne vem, v velikem številu. Tako da ja, ekonomska je bila ful taka neosebna, vsaj meni, koliko sem imela izkušnje z njo. Mi je bilo pa težko se odločiti oziroma povedati, da ne bom hodila na ekonomsko, zato ker pač so bile z mano stroški, da sem tu živela, pač 1 leto mi je šlo in jaz sem se to ful sekirala. Zdaj, ko nazaj gledam, mi to sploh ni kaj, mislim, mi ni težko na to pomisliti, sem v bistvu ful vesela, da sem se za likovno odločila. Ja, za likovno sem se odločila, ker sem vedno rada risala in to je bilo to. Nisem imela nikoli kakšne umetnosti, zgodovine, slikala sem samo, koliko smo pri likovni slikali v gimnaziji, od likovne pač nisem imela skoraj nič, oziroma tudi zanimalo me ni, da bi jaz sama se angažirala za kaj. Tako da ona ustvarjalna žilica je šla pač v gimnaziji, katastrofa. Edino z make-upom sem se začela ukvarjati, ampak tako čisto easy. In pol sem šla v bistvu sem se prijavila na drugi rok in sprejeli so 3. In moraš iti na sprejemne izpite, 4 ure slikaš, 4 ure rišeš in pol dobiš točke in ja, in sem bila sprejeta. Faks me je marsikaj naučil, ne zdaj samo pač kar se tiče teorije glede likovne umetnosti in tega, ampak predvsem govornih nastopov. Mene je bilo tako najbolj strah govornih nastopov. Res sem bila izzvana marsikdaj in ja, in sem se naučila in ful lažje mi je, ful bolj sem samozavestna, ampak še moram vaditi. Zdaj glede hrane, to je pol po moje odvisno od posameznika, recimo jaz sem si dosti kuhala skozi. Največ nabone sem pojedla po moje zdaj zadnje par mesecev. Ja, nabone se kar splačajo jesti. Imaš pa tudi v študentih imaš kuhnico, ponavadi v stanovanjih imaš kuhinjo in da ne zapravljaš onega cajta pa hodiš ven jesti, si pač sam skuhaš. Hitro zapadeš v ono nezdravo, hitro prehrano, zato ker pač nam kitajsko si naročiš, pač pico si naročiš in itak vsak bi rad to jedel vsak dan, ampak ja, ni fajn. Zdaj mogoče kak nasvet tudi za študentov. Recimo meni je ful pomagalo, da sem si okrasila sobo, da sem si čim več stvari prinesla, ko so mi domače, mogoče kakšne fotografije. Da si čim bolj prijetno okolje narediš, da ti je fajn, ko prideš sem, da imaš neko, da se veseliš vsaj nečesa. So plusi, a ne, meni je bilo fajn, da sem kdaj imela oni mir, da ne rabim komu razlagati, kaj pa zdaj, kaj pa pol, kaj pa to, mislim. Res sam za sebe si odgovoren. To, da si sam za sebe odgovoren, je lahko kar malo nevarno. Zato, ker recimo dam primer na ekonomski, takrat, ko sem jaz hodila, to je bilo koliko 7 let nazaj, 7 let, what? Predavanja niso bila obvezna, vaje niso bile obvezne in kaj je to? Katastrofa. Mislim, koliko bi vas šlo v srednji šoli vsak dan v šolo, stalo ob 6 zjutraj, če bi vedeli, da vam načeloma ni treba, no, torej noben vam ne bo težil
kje si bil, starši te ne bojo vprašali, a si bil v šoli. In to je ful izziv, sploh prvo leto po srednji šoli. Jaz vem, da jaz sama rabim neko prisilo, da mi en reče, do takrat to naredi, takrat moraš biti, tokrat lahko manjkaš in če več manjkaš, ne moreš iti na izpit. Jaz rabim to. Mogoče se je zdaj malo manj, ampak takrat jaz sem to rabila in jaz sem ful prevečkrat manjkala ali pa ko sem bila čisto whatever, zasanjana in ja, težko se je pripraviti do tega, da hodiš, ampak jaz predlagam, da hodiš, zato ker tudi če se ti kdaj zdi kaj, ne vem, nesmiselno, da hodiš, včasih so eni predmeti res, a si ali pa te ni tam, bo skoraj isto, ampak recimo meni je ful pomenilo že, da sem bila tam, da sem bila s sošolci, zato ker včasih kako informacije izveš glede faksa, se bolj povežeš s sošolci, če kaj druga, ne, če že tam pač profesor ne zna predavati. Vedno imaš nekaj od tega, ko greš, tudi če so katera predavanja ali pa vaje slabše kot druge, vedno boš dobil nekaj, sigurno boš dobil in ti bo lažje, bolj ko se boš učil, ko boš zbiral podatke in bolj težiš s sošolcem in eni ti povejo, eni ti ne povejo, tako da boljše, da si sam odgovoren, da hodiš in sam zbiraš informacije, bo najbolj ziher. Recimo mi na likovni smo kar mogli hoditi, že zaradi izdelkov, pa tudi tako pregledali so prisotnost, recimo, da si lahko 2 do 3-krat manjko pri enem predmetu. Jaz sem kdaj manjkala itak, recimo jaz predlagam, da si to šparate za res one hude primere, mogoče greš daj žurat med tednom, da ti je mogoče slabo, jaz predlagam, da takrat to izkoristiš, ne kar enkrat, ko se ti ne da, ker si len. Mislim, tudi jaz sem izkoristila to, ko sem bila lena, ampak je fora, da se pol počutiš še bolj slabo, ko si se predtem, ko si bil, mora iti na faks in pol ne greš in si, zakaj nisem šel, fuck, bad, zdaj mogo to nadoknaditi. Ni vredno, ampak včasih nimaš one prave presoje in pač ne greš. Ful je takih študentov, da so doma imeli dosti stroga pravila, mogoče niso nič smeli in pol pridejo v Ljubljano in so odgovorni sami zase in sploh niso navajeni odgovornosti. In to je pol ful, s temi žuri so problemi, ko pijejo. Mislim, vse lahko piješ, lahko žuraš, samo moraš imeti neko ravnovesje med vsema, ne, da znaš skombinirati. Vse ne rečem, niso vsi faksi isto, ne moreš si pri vsakem faksu isto privoščiti, ampak ugotovi, koliko lahko in toliko deli. Ne iti žurati, če imaš ful dela, pa včasih ne moreš iti žurati, to je to. Drugače prevoz v Ljubljani, ponavadi kdo, ko pride iz Koroške ali pa iz katerega drugega mesta, ko je dlje od Ljubljane, si misli, fuck, Ljubljana je tako velika, se sploh ne bi znal orientirati, ni tako težko, no. Zdaj, ko imamo te Google Mapse, pa sploh imaš trolo, ko imaš toliko povezav, sam pogledaš si gor na Urbana ali pa na Google Maps, ti že samo pove, kam iti. Pol imaš bicikel, jaz ga zdaj v bistvu šele zadnji 2 leti uporabljam, 3 evre na leto je in imaš postaje in se lahko pelješ od ene do druge. V bistvu nič takega, no. Zdaj to je vse tako bolj na splošno, če bi mogoče vas zanimalo še kakšna bolj specifična vprašanja glede bivanja v Ljubljani, faksov, lahko spod napišete ali pa bom naredila kak question and answer poll na Instagramu. Ne, jam rad daj mestu priložnost, torej daj Ljubljani priložnost, pusti one stereotipe, Ljubljana je siva, je beton, mislim, saj meni so to v glavo bili, ni res, ni. Ful je možnosti, ful se dogaja, ful imaš naravo, imaš mesto, imaš vse. Bodite odgovorni, vsaj probite biti, to je ful pomembno. Pa probite vsaj malo zdravo jesti, ne se preveč navaditi na one pice, hamburgerje, kitajsko, ampak tako občasno, zato ker to te res utrudite na zdravo hrano in jaz sem bila ful lena, ker sem tudi zapadla v to. Vsem tistim, ko greste na faks ali pa boste študenti, res uživite, izkoristite to, ker po moje, zdaj je to moje najljubše obdobje v življenju poleg tistega pred puberteto, ja. Tako da, ja. Evo, študentka Jasmina, po moje to moj zadnji video kot študentka, se poslavlja iz svojega doma, želi vam srečo na srednji šoli, faksu, kjerkoli že ste. Ja, zdaj se grem pa zjokati. All around me are familiar faces.